Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. V današnji seriji o knjigi Kristusove prilike je današnja tema Sejalec. Zato pa pozdravljam tudi vse poslušalce na internetu. V Matejevem evangeliju, 13. poglavju, vrstici 1 piše: Tisti dan je šel Jezus iz hiše, mišljeno je iz Petrove hiše, ki je bila v Kapernaumu, in to mesto je tik ob Genezareškem jezeru, severno-zahodno. Jezus je šel iz hiše in sedel ob jezero. Sledilo pa je: Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel. Vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Ko je tako sedel na obali, so se vsi gužvali okoli njega in potem seveda potrebuješ neko razdaljo med tabo in ljudstvom, zato da te vsi lahko vidijo. Če so že tisti prvi čisto zraven tebe, potem te ostali ne morejo niti videti tvojega obraza. Zato je potrebna neka določena distanca. In ker so ga tako stiskali, kaj naj torej stori? Ja, sedel je tam na obali, nikamor ni več mogel iti, zato je Petra prosil, če mu posodi ladjo in da gredo malce stran od obale. In zdaj je imel to razdaljo, kaj ti ljudje niso šli v vodo, ne? In zdaj je na tistem mestu, sedi v čolnu in jim govori v prilikah. In če bi se ozrli okoli, bi ravno tule ob obali morda videli nekje gor ob hribu nekoga, ki seje na svoji zemlji. Poljedelec. Kmet. Tako jim Jezus reče: Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. To je seveda zato, ker je zemlja tam poteptana. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti, torej tanka plast humusa. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Trnje je bilo malce hitrejše. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad. Eno 100-terega, drugo 60-terega in spet drugo 30-terega. Tako preprosto je to zgodbo povedal Jezus. In mnogo izmed ljudi si je verjetno mislilo: zaradi tega sem prišel sem, da mi pove, kako sejalec seje svoje seme. To ve vsak otrok. Nekaj pade na pot, nekaj pade na kamnita tla, nekaj pod trnje in nekaj na rodovitno zemljo. Ja, in kaj je tukaj tako posebnega? To vsak doživi vsak dan, vidimo to. Kaj naj bi ta zgodba pomenila? Ko so nekateri izmed teh postali usorni in so šli naprej. Kaj mi bo ta blebetal? Drugi pa so rekli in so se spraševali, recimo učenci: Jezus, zakaj si to povedal o sejalcu? Kaj si hotel s tem povedati? S kakšnim namenom si to povedal? Ja, potem jim je pa Jezus povedal. In te so dobili informacije, za katere, če bi drugi vedeli, kaj vse še pride, potem bi ostali, ne? Ki so odšli, so bili preveč plehki. Res preveč plehki. Tako kot je sejalec šel, da bi posejal svoje seme, tako je tudi Jezus prišel k nam, da bi posejal seme resnice. On je sejalec, ki trosi seme. To dejanje sejanja, kjer pravi, da nekaj pade na pot, nekaj na kamnita tla,
nekaj potrnje in nekaj na dobro zemljo. Te 4 različna tla jim Jezus želi malce bolj podrobno prikazati pred njihovimi očmi. In tako jim obrazloži od 37. vrstice naprej: sejalec dobrega semena je sin človekov. Torej Jezus Kristus. Jezus ni želel postati kralj, tudi si ni želel druga kraljestva prevzeti, premagati, samo dobro seme je želel sejati. On je sejalec, on samo seje dobro seme. In ljudi želi navdušiti tudi na dobro žetev, da bi tukaj prišlo do sadu. Za farizeje pa je ta nauk bil preveč neugoden. Zato so se pač odločili, da kao nič ne razumejo. Neke vrste notranja obrambna drža. In sedaj Jezus razkrije v bistvu, kaj je v bistvu s to priliko želel doseči. Ampak kot prvo pa še nekaj razjasni. Pomen prilike razumeš lahko šele tedaj, če si pripravljen storiti Božjo voljo. Če se pa v mislih držiš v obrambi, potem to ne deluje sploh. Zato je potrebno, da želiš storiti Božjo voljo. Potem bo to delovalo. Potem boš spoznal, ali je ta nauk od Boga ali ni. To storiti. Ali želiš to storiti? To, kar prepoznaš? Potem boš razumel. Nekoč je Jezus svojo vlogo v nebesih zapustil in je odšel. Prišel na ta planet, se utelesil v to človeško telo in to kot dojenček, če smo zelo natančni, še bolj natančno kot embrio. In pripravljen je bil iti stran iz svoje domovine, iz nebes in priti sem. Tako kot je bil Abraham bil poklican: pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. In on je bil oče velikega ljudstva. Ali pa kot je to rekel apostolu Pavlu: pojdi, poslal te bom daleč med pogane. Apostolska dela 22, 21. vrstica. Tisto prej od Abrahama pa 1. Mojzesova 12, prva vrstica. V Hebrejcih 11.8 pa piše o Abrahamu: odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Ampak odšel je vseeno. Poklican je bil in to je storil. Ali želiš ti storiti, kar ti Bog želi razodeti? Potem se bo nekaj zgodilo. Sejalec seje dobro seme. Seme je Božja beseda. Sejalec pa je Jezus, ki seje dobro seme. Božjo besedo. In on je tudi rekel: kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje. Janez 5:24. Za Jezusa je bilo tako značilno: pisano je. Kadarkoli so ga vprašali: kako vidiš to ali ono, kako ti to razumeš? Pa je rekel: kako piše, kako bereš? In potem so rekli to. In je rekel: ok, pa delajte tako. Delajte po temu. Storite to, kar sedaj veš in razumeš. In Jezusova najljubša tema v vseh zgodbah pa je bila pokazati očetovsko ljubezen. Zato, ker je Satan to popolnoma v drugi luči prikazal. Ljudje so takrat in tudi danes imajo Boga očeta pred seboj, ki vzbuja strah. On pa jim je pokazal, kakšnega očeta, ki nas ljubi, imamo v nebesih. Torej, sejalec seje Božjo besedo in seme je Božja beseda in to je fundament, baza, osnova za kakršnokoli pravo pedagogiko. Tukaj se prične. Božja beseda je resnica.
Tvoja beseda je resnica. Posveti nas skozi resnico, torej z besedo. Kdorkoli si svetopismo vzame za svoj fundament, jo sprejme kot Božjo besedo in je odprt za to, se bo njegov oplemenitil. Kajti s preučevanjem Božje besede se v nas ponovno začne oblikovati Božja podoba. Sedaj bomo pa to malce analizirali. Torej, prvo seme je padlo delno na pot, kjer je bilo poteptano. In to je srce nekoga, ki nepozorno posluša, kjer je vse poteptano in trdo. Niti ne posluša pravilno. To so te, ki so šli takoj naprej, brez da bi počakali in da bi razumeli globok pomen te zgodbe. Jezus je rekel v Matejevem evangeliju 13:19: Vsakdo, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Obstajajo ljudje, ki imajo tako trdo srce, kakor ta utrjena pot. Utrjeno srce, ki se je utrdilo, nič več ne pride do srca. Zaradi prevare greha je temu tako. In tako kot ptice čakajo, da seme pade na pot in da ga lahko pozobajo, tako preži tudi hudič na te reči. Na kaj? Da bi seme Božje resnice pozobal stav, tako kot to storijo tudi ptice. Da nič ne bi prišlo v srce. Tako tudi starši, ki na sobotnem bogoslužju s svojimi otroci in doma pri kosilu, kjer je pridiga secirana in govorijo o pridigarju in to pred otroci. Namesto, da bi pokazali na dragocene biblične vrstice in na misli, ki so povezane s temi vrsticami, raje potem negativno govorijo o njem, ki je podajal Božjo besedo. Rezultat tega? Tukaj pride v skli eno seme. Kakšno seme? Tudi v tem primeru se seje seme. Seme dvoma, seme nevere. In potem čez nekaj časa starši, morda čez nekaj let, želijo, da isti pridigar krsti njihove otroke, v bistvu že mladostnike, morda mlade odrasle. Ampak te so se do takrat že poslovili, ker so od sobote do sobote poslušali kritiko na pridigah. In njim je ostalo, to lahko pozabiš. Sej samo polovica itak je resnično, vse ostalo je laž. Če tako postopate, potem tudi vidimo, kako vzklijejo semena. Ampak una druga semena. Plevel. Druga prispodoba. Tako pade Božja beseda, dobro seme, na kamnita tla, kjer je čisto malo zemlje in pod njo je že skala. To je drugače tipično v Izraelu. To pa Jezus pravi v Matejevem evangeliju 13, 20, 21 vrstica. Na kamnitla tla je vsejan tisti, ki je poslušal besedo in jo takoj z veseljem sprejme. Nima pa v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Odpade. Ni bil ukoreninjen, utemeljen. Ker na kamnitih tleh najde seme zelo malo zemlje, da bi se lahko koreninilo. To so ljudje, kjer kamnita tla simbolizirajo sebičnost. In v sebičnosti Božje seme ne najde hranil. V tistem malem delu humusa, to je tisto, kar je dobro, ampak to je premalo tega. Ampak takoj potem pride že na široko tista sebičnost pod tem. In te plasti se ne da predreti. Kamnita tla simbolizirajo tudi zaupanje v to lastno moč, namesto v Kristusa. Ja, že vem, kako bom, to bomo že zrihtali. In potem jim seveda grozno spodleti. Ker ne delajo na odnosu z Jezusom, ampak
na svojih napakah. Da bi iz svojega življenja izključili izvorno napako. Ampak to ne deluje na tak način. To deluje samo z ljubeznijo do Jezusa. In prav tako je pri ljudeh, ki imajo kamnita tla, njim je radikalna spremenitev življenjskega sloga veliko preneudobna. Tega ne želijo. Manjka jim ta pripravljenost, da bi se pustili preoblikovati po božanskem načrtu. To so nekako togi. In zelo tipično je tudi, da te ljudje, ki imajo kamnita tla, ti želijo Bogu služiti, resnično, ampak hkrati ostati pri svojem lastnem jazu. Tak človek poskuša tisto, kar je nemogoče. To pač ne gre. Stori vse, kar je potrebno, ali pa pusti pri miru. Torej smo popolnoma Kristusovi, ali pa sploh nismo. To velja za tiste, ki imajo kamnita tla. In sedaj tretja slika, ko je seme posejano med trnje. Jezus v Matejevem evangeliju, 13. poglavju, 22. vrstici pravi: Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo. Toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna. Pri kamnitih tleh je sicer hitro vzklilo, ampak se je tudi hitro posušilo. Tukaj, pod trnji, pa pridejo skrbi sveta in tega zapeljivo bogastvo. To je problem. Naprimer, ko slabe navade niso zavrnjene. Tako raste trnje greha. Ni potrebno veliko skrbi za te trnje, da bi raslo. Vse posod raste. Božja milost pa potrebuje skrbnost in marljivost. Skrbnost. Marko evangelij piše v paralelnem besedilu, v Marku evangeliju 4, kaj nas še uspava, torej to poželenje. Ko nekaj vidiš, da nekdo ima, on ima to, ja, to moram tudi jaz imeti. Torej ta poželenje po stvareh, po vseh teh stvareh, kar vidimo tudi pri drugih. Skrbi in bogastvo, to zaduši tisto dobro seme. Trnava tla so tipična za tiste, ki zanemarjajo svojo osebno bogoslužje, kjer se preučuje in razmišlja o Božji besedi. Taki morda pravijo, ja, imam zelo zahtevno službo, od mene zahteva 100%. Ja, sej, tako si že 100% izgubljen. Bedak si, če svoj osebni čas za preučevanje in molitev menjaš za karkoli drugega. Kje boš sploh dobil moč za svoje življenje? To je prva reč. Prvo iščite nebeškega kraljestva in njegovo pravičnost. Vse ostalo pa vam bo pridano. To je prva stvar. Prva stvar zjutraj. Trnje pomeni, to je to, kar vse zaduši, torej, da se mišljenje vrti okoli lastnih želja. In to zaduši seveda tisto, kar je dobro. Trnje, to so vse te reči, ki postanejo bolj pomembne kot nebeško kraljestvo. To je lahko naše trnje. Bolj kot popuščamo lastnim užitkom, uživancijam, močnejša postane odvisnost od teh reči. To je osnovno načelo. Bolj kot se razpustimo, šibkejši postanemo. In vsakič, ko ponavljamo te napačne stvari, bolj se temu privadimo in to postane odvisnost. In sami iz tega ne pridemo več ven. Da seme ne bi bilo posejano med trnje, nam kaže tudi na to, kako pomembno je, da že zgodaj lastnim otrokom, mladim, da jim privzgojimo koristne navade.
In gorje, če jih naučimo popuščati samemu sebi. Ali pa da jih naučimo, da so njihove želje čim prej najhitreje izpolnjene. Zelo nevarno. Ja, ampak, če moj otrok tega ne dobi, takoj potem eksplodira. Naj ima to stvar. To bi bilo zelo nespametno. Tem se namreč njegova sposobnost za samoobvladanje šibi. Tako da ne dobijo vsega takoj tisto minuto. S tem se naučimo samoobvladanja. Satanova strategija so namreč skrbi za ene, bogastvo za druge in uživancija in iskanje zabave za druge. Torej, bi vi želeli imeti 4-kratno je polje. Kakšno pa je tvoje srce, človek? To je nekoč nekdo napisal. 4-kratno je polje. Kakšno pa je tvoje srce, človek? Kdor se upira delovanju Svetega Duha, kdor to počne, ta bo dobil zelo trda tla, kakor tista tla na poti in tako težko kaj prodre čez. Pri teh rečeh lahko samo še Jezusova ljubezen kaj premakne, če je srce zakrknjeno. Samo Jezusova ljubezen. Jeremija pravi v 4. poglavju 3. vrstica: Preorjite si ledino in ne sejte med trnje. Ne mečite semena med trnje. Sejte si seme pravičnosti. Spravljajte žetev ljubezni. To piše v Ozeju 10, 12. vrstica. No, kako pa izgleda sedaj tisto fino, dobro srce? To srce ni brez greha, da ne bomo tega narobe razumeli. Ampak tam nekaj vzklije. Luka v paralelnem besedilu, 8. poglavje 15. vrstica piše: Kar pa pade na dobro zemljo, to so ti, ki v dobrem in blagem srcu hranijo besedo, ki so jo slišali, in prinašajo sad v potrpljenju. To fino dobro srce ni brezgrešno srce. Je pa odprto srce. Odprto za potrebe drugih. Torej, kdo ima to fino dobro srce? Človek, ki se pusti prepričati od Svetega Duha in priznava svojo krivdo. Prepoznanje resnice je v bistvu vprašanje iskrenosti in vere. Jezus je rekel: K spreobrnjenju nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Jezus tudi definira te z dobrimi tlemi. Kdor je posejan na dobro zemljo, ta je, ki besedo sliši in ume. Matej 13:23. Torej sliši in razume. Dobra tla. Ko je Peter bil poklican k tistemu rimskemu oficirju Korneliusu, so bile prve besede, ki jih je slišal, ko je prišel k njemu: In tako smo zdaj vsi zbrani v pričo Boga, da slišimo vse, kar ti je naročil Gospod. Apostolska dela 10:33. S takim pričakovanjem so se soočili s Petrom. Tako smo zdaj vsi zbrani v pričo Boga, da slišimo vse, kar ti je naročil Gospod. To je bilo fino, pravo srce. Oni so imeli pravo miselnost. Kdor bere in razmišlja o Božji besedi, ta se bo zaradi te bližine z Bogom začel spreminjati.
Taka oseba mu je zelo blizu in zato se tudi preobraža. Prinašajo sad v potrpežljivosti, ki so takrat bili tam zbrani. Duhovno življenje je namreč v boju ojačeno, narejeno močno. Potrebujemo duhovni boj. To nas jača. Naše mišice sicer postanemo leni in okorni in debeli. V Jakobu 5:7 pa piše: Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Naša naloga pa je sprejeti Božjo besedo, jo ohraniti in ga po njej ubogati. Potem bo tudi tak učinek, rezultat. Nekateri bodo prinesli 100 teren, nekateri 60 teren, tretji pa 30 teren sad. Kako lepo! Da obstaja ta možnost, da lahko izberemo to, kar je dobro. 4-kratno je polje, kakšno pa je tvoje srce, človek? Kako je s tabo? Kakšna je zemlja tvojega srca? Hodiš po svetu s pravim srcem? Če ne, sedaj je priložnost, da mu to poveš, da se želiš spreobrniti. Hvala ti, Gospod. Amen. Oče naš nebeški, ko tako beremo, kako je tvoj sin pripovedoval zgodbe, prispodobe, potem nam postane toplo okoli srca. V vsem je poskušal, z vsemi temi prispodobami, da bi nas dvignil više, k tebi, k našemu očetu v nebesih. On nas želi oplemenititi. Hvala ti, Jezus, da je tvoja ljubezen nekaj, kar se skozi nič ne pusti razdražiti. Ti greš svojo pot, da bi nas potegnil k sebi. Hvala, da si tako potrpežljiv z nami in nas skozi tvojo ljubezen vlečeš k sebi. Kako lepo, da smo lahko tvoji otroci. Amen.